Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V Sloveniji bomo 15. maja obeležili Dan Slovenske vojske. Ob tej priložnosti smo v oddajo aktualno povabili podpolkovnika Braneta Tušarja, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan želim. Vojaške tradicije v vaši družini, v vaši vasi segajo že kar nekaj stoletij nazaj. V bistvu v vsaki slovenski družini lahko rečemo, da je neke vrste vojaška tradicija, če upoštevamo, da ima vojska vojake, podčastnike in častnike. Drži pa, da sem v naši družini verjetno daleč nazaj sedaj prvi častnik. Je pa res, da je prva vojna vam je vzela dva pradeda. Drži, oba sta izginila nekje na Soški fronti, se pravi v veliki vojni, kakor jo imenujejo. Za oba ni točno znano, kje sta ostala, definitivno pa sta ostala v času, ko sta se borila za tujega cesarja. Sami ste imeli drugačno izkušnjo, borili ste se za Slovenijo, v osamosvojitveni vojni ste prvič stopili konkretne med vojake kot rezervni podoficir, drži? Drži. Sem še tista generacija, ki je služila vojaški rok, redno služenje vojaškega roka v bivši Jugoslaviji. Leta 1986 sem bil poklican na enoletno služenje v Bihaću, kjer sem zadnjih 6 mesecev potem delal tudi kot inštruktor v učnem polku logistike. Kasneje sem bil imenovan v rezervnega vodnika, razporejen v Idrijsko teritorialno obrambo. Takrat je bil še štab teritorialne obrambe v Idriji, kot tudi potem še med vojno. Bil sem v logistični četi ali prištabni četi. Kot veste, tu na našem območju ni bilo bojnih aktivnosti, vendar bili smo pod orožjem od prvega dne, ampak to je zgodba mogoče za nekaj več časa. Zanimiva zgodba, ki bo verjetno opisana tudi v zborniku, ki ga pripravljajo idrijski veterani. 2 leti po osamosvojitveni vojni pa ste stopili med poklicne vojake. Točno tako. V bistvu o vojaškem poklicu sem razmišljal že kot osnovnošolec, nekje na 3. mestu mojih prioritet je bila, vendar takrat sem se zavedal, da bi ob odločitvi za vojaški poklic moral skoraj gotovo služiti nekje v južnih republikah takratne države, ker pa sem velik lokal patriot, je to odpadlo. Moja pot je potem šla drugače, vendar zanimivo, da se je potem vse skupaj sestavilo do današnjih dni na način, da sem potem kot rezervni podčastnik, ko sem dokončal civilni študij, se prijavil in bil sprejet v takrat še teritorialno obrambo Republike Slovenije, ki se je ravno v letu 1994 potem z novim zakonom preoblikovala v Slovensko vojsko. V teh 30 letih pa ste naredili kar tako lep karierni razvoj, od vojaka do podpolkovnika. Da, to je v bistvu dokaj za slovenske razmere dokaj normalna pot. Takrat smo zelo veliki večini vstopali kot vojaki, se zaposlili že v častniški status. To se sicer dogaja tudi danes, da, ker nimamo vojaške akademije, da prihajajo mlade državljanke in državljani, se odločijo za častniški poklic. Skratka, v mojem času smo pa prihajali zelo različno, ne? Imeli smo tako imenovane prebežnike, prestopnike, skratka, tu je še terminološko treba opredeliti, kaj je najbolj pravilno. Skratka, pripadnike, ki so imeli vojaško izobrazbo še v jugoslovanski armadi. Bili so tukaj že častniki s častniškim činom iz teritorialne obrambe in prihajali smo s civilno izobrazbo in potem ob delu naredili častniško šolo, ki je nekje skupaj s civilno izobrazbo ekvivalent tujim vojaškim akademijam.
Kasneje sem moral opraviti seveda še več vojaških usposabljanj, daljših in krajših, vključno z višjim štabnim tečajem. V letu 2004 sem ga zaključil v 7. generaciji. Potem pa večino kariere prebil na štabnih dolžnostih. Za tiste, ki tega mogoče ne poznajo tako natančno, vojska ima tako imenovane poveljniške dolžnosti, štabne in specialistične dolžnosti. Vsak gre po nekem stebru, možna so prehajanja, večinoma pa nekdo začne na štabnih dolžnostih, tudi nekako potem ostaja v tem stebru. Mislim, da ne bova razkrila kakšne vojaške skrivnosti, če poveva, da ste sedaj razporejeni v poveljstvo večnacionalnih kopenskih sil v Vidmu. Kaj pravzaprav počnete v Italiji? To je mednarodna vojaška dolžnost, podobno kot jih ima Slovenija kar nekaj, v okviru različnih povezav, tako v NATO strukturi, kot v strukturi Evropske unije. Tako s kratico MLF, Multinational Land Force, se pravi mednarodna kopenska sila, ki ima svoj sedež v Vidmu v Italiji, je tu nekoliko posebna. To je taktični nivo brigadnega poveljstva, ki ima pri sebi še strukturo mednarodno, v kateri so 3 države ustanoviteljice, poleg države gostiteljice, to je Italija, še Madžarska in Slovenija. Ta povezava ima tudi stalne opazovalke. V tem trenutku imamo enega avstrijskega polkovnika, ki tudi dela z našo skupino. Naša naloga je, da pripravljamo, organiziramo in izvajamo vaje vseh 3 držav in držav, ki se priključijo kot opazovalke. Smo tudi odprti za širšo javnost. Pomembno pa je, da to poveljstvo, ta enota, ni neposredno ne NATO enota, ne enota Evropske unije, niti ne kakršnakoli, ampak je na razpolago katerikoli od teh mednarodnih vojaških ali političnih zvez, seveda ne samovoljno, ampak po predhodni odločitvi vseh držav ustanoviteljic. Rdeča nit marsikaterega vojaka, častnika ali vojaka Slovenske vojske je, da prej ali slej odide tudi na misijo. Vi ste se udeležili več takih projektov. Tako rekoč vsak pripadnik Slovenske vojske, če izpolnjuje osnovne pogoje, je dolžan opraviti vsaj kakšno mednarodno dolžnost, nekateri tudi po 10 in več. Odvisno na kakšni dolžnosti je posameznik in kako mu seveda dopuščajo domače in socialne razmere. Slovenska vojska se še vedno trudi, da upošteva razmere posameznikov, kjer je seveda to možno. Jaz sem bil na 3 misijah do sedaj, ker to dolžnost, ki jo trenutno opravljam, ni misija, ampak mednarodna vojaška dolžnost. Zanimivo bi, marsikomu se bo zdelo čudno, prva misija moja je bila na Floridi v Združenih državah Amerike, ki seveda takrat in kasneje ni bila neposredno v vojni na svojem teritoriju, vendar je takrat v tistem času pred 19 leti Slovenija imela svoje vojaške kontingente tako v Afganistanu kot v Iraku. Moja dolžnost pa je bila takrat, da sem kot častnik za povezavo delal v ameriškem poveljstvu Center, tako imenovano s kratico US CENTCOM v Tampi. In seveda skupaj s kolegom, slovenskim kolegom in še kolegi iz približno 60 držav smo izvajali naloge zvez med misijo, centralnim poveljstvom na Floridi in matičnimi državami. Kasneje sem opravil še 6-7-mesečno misijo v NATO poveljstvu v Skopju, zadnja pred nekaj leti pa v Libanonu, kjer sem kot poveljnik slovenskega kontingenta opravil misijo
Združenih narodov UNIFIL na jugu Libanona. V teh nemirnih deželah je to odgovorna naloga, najbrž. Vsaka naloga vojaka in častnika je odgovorna, te v tujini pa so še posebej, zato ker si vedno pod budnimi očmi gostujoče države, ki ima običajno neko krizo, zato so tam mednarodne vojaške sile, torej vsaj pod dvemi različnimi budnimi očmi na domačih tleh, pod očmi in tudi pod nekje zakonodajo mednarodno in seveda vedno je potrebno vedeti, da kadar si v tujini, še posebej ne predstavljaš izključno samega sebe, ampak predstavljaš državo Republiko Slovenijo. Take misije so lahko tudi nevarne, konec koncev sta na nemirnih območjih, tam orožje govori tako in drugače. Ste bili kdaj v situaciji, da bi se lahko tudi slabo išlo? Take situacije so vedno, kot so vedno take situacije, ne nazadnje tudi doma, ko se usedemo v avto, ne pomislimo, ali pa pomislimo, da se lahko domov sploh ne vrnemo. Na misijah so te stvari še bolj pogoste. Ne nazadnje kontingent pred menoj v Libanonu je bil napaden. Na srečo je bilo samo nekaj manjših poškodb, zahvaljujoč dobri opremi, ki jo ima Slovenska vojska. Dejansko nevarnost čutiš vedno, vse povsod, vendar jo sprejemaš kot del vojaške realnosti. Neposredno, osebno, pa te nevarnosti nisem doživel nikoli. Direktno, da bi bil napaden. Ko odidete na misijo, je najbrž tudi vaša družina tako v nekem stresnem položaju. Razmišljam prav. Bistveno bolj kot mi sami. Vsaj tako menim sam in tako mi isto nekje odgovarjajo moji vojaški kolegi. Družina je vedno tista, ki je najbolj izpostavljena, ki ostane sama, ki se mora znajti v tem času na drugačen način. Govorimo o moških in ženskih pripadnikih in pripadnicah Slovenske vojske, ker imamo tudi pripadnice, in tam je zadeva še nekoliko drugačna, ker iz družine odide mama. Ko odide oče, je ena vrsta stresa, ko odide mama, je verjetno nekoliko drugačna, če drži trditev, da ženske podpirajo 3 vogale pri hiši. Slovenska vojska ima po zadnjih podatkih 6201 pripadnika stalne sestave in nekaj manj kot 1000 pripadnikov pogodbene rezervne sestave. Če jih seštejemo, to pomeni 7139 pripadnikov vojaških sil. Je to v primerjavi z drugimi državami težko primerjamo, ne? Težko primerjamo, ker to je tako zelo kompleksno področje. Običajno pa se vojaške sile krepijo, ko se ogroženost poveča. Nekako je to avtomatski proces. Tudi razumevanje potrebe po vojaški sili se običajno zelo hitro dviga, ko se ogroženost veča. Tako da težko rečem, ocena stroke, ki jo tudi mislim, da priznava politika, je, da je potreba, vsaj z zadnjimi strateškimi dokumenti, da je potreba po silah Slovenske vojske še nekoliko večja v naslednjih 10 letih. Predvsem govorimo tu o še nekaj višji številki stalne sestave, kot tudi o precejšnjem deležu dviga rezervne sestave. Sedaj je aktiviranih 117 pogodbenih rezervistov. To je tako neka rezerva, ki je pri roki, ne? Drži, ta rezerva je od nekdaj, v bistvu už zadnjih 200 let, je pomemben element vseh oboroženih sil, tako rekoč v svetu. Pri nas lahko rečem, da se zavedanje in zanimanje
za rezervo dviga. Tu je ministrstvo in Slovenska vojska sta naredila nekaj pomembnih, pozitivnih korakov, deloma za spremembo predpisov in zakonodaje, deloma pa tudi z izboljšanimi pogoji, ki niso slabi. Tako da mislim, da zanimanje je in tudi lahko rečem, da smo zadovoljni z sodelovanjem naših pogodbenih rezervistov. Zanimiva je tudi ta spolna struktura. 18% je žensk zaposlenih v Slovenski vojski oziroma nekaj več čez 1000 jih šteje to skupno število. Da, tu smo nekje nad evropskim povprečjem, kar ni slabo. Zanimivo, to je moje osebno mišljenje, ženske so za nekatere dolžnosti v vojski celo bolj primerne od moških. In vkolikor struktura, management pravilno usmerja, ne govorim, da za druge dolžnosti niso kot moški, nismo za vse, ampak če zna pravilno usmerjati, je to lahko izreden plus za vsako organizacijo. Moram pa reči, da naše pripadnice, ki pridejo v našo strukturo kot stalna sestava ali kot rezervistke, so izredno motivirane in so v naši strukturi popolnoma enakovredne in so tudi kot enakovredne obravnavane. Vsako leto poslušamo zgodbe o tem, da Slovenska vojska ni dovolj pripravljena, da ni primerno opremljena. Kako vi znotraj čutite take ocene? To je zanimivo vprašanje. Ne glede na to, da Slovenska vojska v bistvu ključni del tega ocenjevanja naredi sama. Ko ocena pride, nas kljub vsemu nekoliko zaboli. Vsakdo nekako normalen človeški odziv je, ko nekdo nekoga graja ali pa vsaj ne pohvali, se počuti domala slabo ali pa negativno. Po drugi strani pa je vsaka graja, to je zopet moje osebno mnenje, lahko tudi vodilo k izboljšavam. Če se nekaj samo hvali, vsi mislijo, da je dobro. Se pravi, ni treba potem nič popravljati. Mi pa vemo, da je potrebno še marsikaj popraviti. V javnosti je bilo pa že tudi iz strani odgovornih, ki skrbijo, torej ministrstvo, politika, povedano, v čem je problem. Problem je bil, da se je v vojsko premalo vlagalo, da je bila vojska sprejeta kot zelo drag nebodiga treba, in temu primerno je tudi potem do neke meje to vplivalo na priliv kadra, ki je danes ključni problem. Se pravi, še vedno imamo, kljub temu, da se je trend zaposlovanja dvignil v primerjavi s preteklimi leti, še vedno bo treba na tem področju narediti še marsikaj. Pogled na vojsko se je najbrž v luči krize v Ukrajini in v Gazi tudi malce spremenil. Definitivno. Kot sem že prej omenil, vsaka družba, vsaka javnost v mirnem času, ko je družba prepričana, da je varna, vojski namenja manj pozornosti, s tem tudi manj denarja, ali pa ji celo nasprotuje. Danes pa opažamo, da je ne samo Slovenija, cela Evropa in cel svet bistveno spremenil mnenje, ki je vladalo več kot 20 let, da živimo v razmeroma varni družbi. Zato se dogajajo spremembe. Pomembno pa je, to je pomembno za celotno javnost, da se zavedamo, da ne vojska skupaj s policijo nista tisti edini sili, ki morata skrbeti za varnost in obrambo države, ampak da je obrambno-varnostni sistem bistveno večji. Tu so tako rekoč vključena in morajo biti vključena vsa ministrstva, da morajo vsa ministrstva sodelovati v tem sistemu in ne obratno, da je vojska, govorim Slovenska vojska ali katerakoli oborožena sila,
zgolj servis za morebitne želje ostalih. Drži, v miru je temu tako, oziroma je prav, da je tako, da vojska poleg tega, da se uri za najhujše, da stoji ob strani tudi civilni družbi v vseh možnih situacijah, vključno in na prvem mestu z zaščito in reševanjem v primeru naravnih nesreč. Svoj lonček ob vsaki vojni pa pristavijo tudi vojaški industrialci. Se vam zdi, da je to dobra priložnost za posel? Od nekdaj je bilo tako in zgodovina dokazuje, da jo vsaj posredno zelo pogosto tudi sprožijo. Da sploh niso krivi samo voditelji držav, ampak da se v zakulisju marsikdaj sproži konflikt ali vojna svetovnih razsežnosti zaradi koristi posameznikov in posameznih skupin. Prihajajo na površje povsem nove tehnologije, kot vidimo v Ukrajini, brezpilotni letalniki, droni so postali osnovno orožje pravzaprav. Drži. Ni to prva uporaba tovrstne tehnologije. Recimo, če se samo spomnim noči v Šami v Libanonu, ko smo se odpravili spat, so nad nami vsako noč brneli izraelski droni, pa je bilo to že 6, 7 do 10 km v notranjost suverenega Libanona, ne? In tudi že prej se je to uporabljalo za izvidovanje in tudi za bojno delovanje. Drži pa, da se sedaj to masovno uporablja, je pa po drugi strani pa vidimo, da se poleg tako sofisticirane tehnike v določenem taktičnem pogledu bojišče vrača na nivo Prve svetovne vojne. Pozicijsko bojevanje do neke meje ni tiste hitre vojne, bliskovite vojne, kot je bila preigravana v času hladne vojne, da se bojo tankovske divizije in korpusi premikali z veliko brzino, z veliko hitrostjo, ampak vidimo pozicijsko bojevanje v jarkih in v ukopanih pozicijah. Stalnica večine svetovnih konfliktov v tem trenutku pa je, nažalost, bojevanje v naselju. Če pogledamo tako Ukrajino kot Palestino oziroma Gazo in Izrael, če gledamo vse ostale konflikte po Afriki, večina boja se dogaja v mestu in ponovno, nažalost, so ogromno poleg bojevnikov so številne žrtve med civilnim prebivalstvom. Kar je tragedija posebne vrste na vsak način. Definitivno. Častniki se povezujete tudi v več organizacij, sodelujete tudi s civilno sfero. Poglejmo, kaj nam je Marjan Platiše, eden od vodilnih pri organizaciji vojakov veteranov vojne za Slovenijo, povedal o sodelovanju z vojsko. Sodelovanje veteranskih in domoljubnih organizacij s Slovensko vojsko je zasnovano kot partnersko sodelovanje, se pravi v korist obeh sodelujočih partnerjev. Tako veteranske in domoljubne organizacije v okviru svojih aktivnosti propagiramo in populariziramo vojaški poklic, seznanjamo prebivalstvo z delovanjem Slovenske vojske, z vojaško tehniko, z opremo in seznanjamo in pridobivamo mlade za vojaške poklice. Seveda je obseg sodelovanja s Slovensko vojsko omejen s finančnimi in s kadrovskimi zmožnostmi Slovenske vojske. Tako se vojni veterani že nekaj časa prizadevamo, da bi v naše kraje pripeljali gardno enoto Slovenske vojske, ki bi na javni prireditvi skupaj z orkestrom Slovenske vojske izvedla njihov šov program, v katerem prikazujejo uporabo njihovih postrojbenih pravil. Menim, da je dosedanje sodelovanje Slovenske vojske z
veteranskimi in domoljubnimi organizacijami na našem območju potekalo uspešno in upam in želim si, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje. Tako pravi Marjan Platiše. Sami ste pa tudi predsednik lokalne organizacije Zveze slovenskih častnikov. Kaj počne ta vaša lokalna organizacija? Drži, že preko 28 let sem v vodstvu naše lokalne organizacije, ki je dejansko je naslednica nekdanje Zveze rezervnih vojaških starešin, ki je združevala takratne rezervne častnike in podčastnike, govorimo še v času pred letom 1991. To je stanovska organizacija, domoljubna organizacija, nepolitična. Dejansko naš cilj je ohranjanje vojaškega znanja tudi razporejenim in nerazporejenim starešinam, pa tudi vojakom. Kljub našemu imenu v naše vrste pritegujemo tudi vojake in državljane, ki jih zanimajo vojaške veščine, obrambno-varnostna znanja. Delujemo kot društvo, povezani smo izredno pozitivno, smo povezani z vsemi ostalimi lokalnimi tovrstnimi društvi, tako z Zvezo veteranov, kot s Policijskim veteranskim društvom Sever, z Zvezo borcev oziroma danes tako Zvezo borcev za vrednote NOB. V bistvu vse te organizacije imajo podoben namen, ohranjati tradicije do neke meje vojaške veščine in znanja, predvsem pa krepiti domoljubje. In ste odprti tudi za nove člane? Drži, novi člani so vedno zaželeni. Naše udarne aktivnosti so vsako leto vsaj ena vojaško-zgodovinska ekskurzija doma in v tujini, strelska urjenja, prav tako kot veterani, s katerimi tako ali tako si delimo in članstvo in aktivnosti, pa organiziramo tudi razne lokalne svečanosti in tako naprej, s poudarkom na delu z mladimi, ki je nažalost vsaj ponekod v šolskem sistemu popolnoma izostal. Nekoliko manj znano je v javnosti, da imate tudi zelo zanimiv hobi. Ukvarjate se z vojaškimi legitimacijami skozi čas in bojda pišete celo knjigo, drži? Tudi to drži. Vojaška zgodovina je moja velika ljubezen, lahko rečem tudi moj četrti otrok. Od nekdaj se zanimam za vojaško zgodovino, brskam za starimi vojaškimi dokumenti, sedaj pa res intenzivno delam knjigo, nam rekel, da jo pišem, zato ker marsikdo bo rekel, da je to tehnična slikanica, ker bo vsebovala takole čez palec preko 400 različnih legitimacij, vezanih izključno na slovenski nacionalni prostor, začenši z odpustnicami iz Avstro-Ogrske vojske, potem z prvimi matrikulami oziroma identifikacijskimi ploščicami iz Prve svetovne vojne, potem gremo preko obdobja med obema vojnama. Slovenci smo bili takrat v kraljevini Jugoslaviji kot vojaki in veliko tisočev Primorcev v italijanski kraljevi armadi. Potem obdobje Druge svetovne vojne, ko je na slovenskem prostoru bilo ogromno različnih vojaških in polvojaških formacij. Nekatere so imele legitimacije take ali drugačne, druge ne. Skratka, poskušal bom narediti en pregled slovenske vojaške zgodovine zadnjih 150 let na vojaških legitimacijah, ki je vsaka posebej unikum. Odlikovanja, ostali vojaški predmeti se pojavljajo enaki v velikem številu, legitimacija je sicer po obliki enaka, po vsebini pa je vezana samo na enega človeka in nekatere zadaj skrivajo zelo zanimive zgodbe. V knjigi bojo opisani primeri, ko je bil posameznik v roku 8 do 10 let celo v 4 različnih vojskah. Na tem področju orjete ledino, podobnega projekta jaz ne poznam. Na slovenskem prostoru tudi jaz ne, čeprav sodelujem
moram reči, z velikim številom privatnih ljubiteljev, ki so mi večinoma z velikim veseljem odstopili skene, fotografije svojih eksponatov. Tudi večina slovenskih muzejev je pristopila in z navdušenjem pričakujejo ta izdelek. V tujini pa je v zadnjih 10 letih izšlo kar nekaj tovrstnih predmetov in zanimivo, dosegajo tudi na trgu starin izredno visoke cene. 15. maja obeležujemo v državi Dan Slovenske vojske, letos pod sloganom Srce pod uniformo, srce za domovino. Kako boste obeležili ta praznik in kako se počutite tistega dne? Srce pod uniformo jaz osebno razumem kot poslanstvo. Se pravi, včasih je bil vsak moški v času, ko smo imeli naborniški sistem, obvezno služenje vojaškega roka, če je bil seveda za vojsko sposoben, vsak odrasel moški je moral služiti vojaški rok. Danes je temu drugače. Danes se za poklic vsak odloči sam, torej že v osnovi njegovo srce bije za uniformo, si želi tega poklica in v njem na nek način uživa. Jaz moram reči, pa to ni reklama, ni neko samo poviševanje, ampak niti za minuto mi ni žal, da sem se odločil za to življenjsko pot. In tu, če se vrneva čisto na začetek, ko je bilo govora o mojih vojaških začetkih, omenil sem, da je bil poklic vojaka na 3. mestu, na 1. mestu pa je bil novinar in arheolog. Danes se mi je to vse dejansko na nek način pokrilo, postal sem častnik, grem v zadnjo fazo moje kariere, še nekaj let do upokojitve. Ukvarjam se z vojaško zgodovino, ljubiteljsko, in veliko pišem. Tako da so se moje stvari poleg vseh privatnih, poleg družine, poleg številnih kolegov, lahko rečem, stvari pokrile. In še čist k korenu, k bistvu vašega vprašanja, mi bomo praznovali Dan Slovenske vojske v tujini, čeprav se dnevno vozimo domov še s kolegoma, ki skupaj opravljata podobno dolžnost. Bomo tudi v mednarodnem okolju naredili kratko predstavitev zgodovine Slovenske vojske, namen, zakaj je 15. maj Dan Slovenske vojske, s kakšno recitacijo mogoče. To je tudi običaj, da se tudi na misijah, na mednarodnih dolžnostih proslavi tak dan. Brane Tušar, podpolkovnik Slovenske vojske, jaz vam želim, da bi bili pri svojem delu uspešni, da bi čim prej dokončali knjigo in da bi pri svojem delu bili zadovoljni. Hvala lepa za ta obisk in za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.